Iščem izraz, a ne? Fantastično. Super. Krasno. Jaz sem bila presrečna. Najlepši del. Nepozabno. Je velika razlika. Živahne rasti in oblikovanja. Odraščanje. Pestro. Raznoliko. Razburkano. Zanimivo. Naporno. Težko obdobje. Delovno. Tako, centrifuga. Vrtinc ali nekaj. Ja, zmeda. Zmeda bi bil ta pravi izraz. Beseda. Zaljubljenost. Kaj je ena avantura? Pozaba. Grunge. Rock'n'roll. Oktobra 1867 se v Ljubljani ustanovi učiteljišče, ki gostuje na različnih lokacijah. Leta 1882 cesar Franc Jožef dovoli gradnjo novega učiteljišča na Resljevi 12 v Ljubljani. 2. novembra 1884 se zgodi slovesno odprtje šolskih prostorov, kamor so sprejeli dijake in dijakinje moškega in ženskega učiteljišča. V kasnejših letih na učiteljišču delujejo pomembni slovenski pedagogi. Med njimi so profesor pedagogike dr. Stanko Gogala, literarni zgodovinar dr. Fran Ilešič in pesnica Anica Črnej. 1884. Ura računstva. Šola mora svoje učence izobraziti za praktično življenje. Pri urah početnega računstva se boste učili umnega gospodarjenja. Vzemite svoje tablice in pišite. 10. kimavec, početno računstvo na ljudski šoli. Dal vam bom nekaj primerov. Prva naloga. Ker je udarila strela, je cela vas pogorela. Med 52 pogorelcev je potrebno razdeliti 925 goldinarjev in 36 krajcarjev. Koliko? Sofija! Kaj pa počneš? Nič. Z nogo tolčeš ob tla. Ne, nisem. A boš ugovarjala? Nevzgojeni učenci morajo v kotu klečati na koruzi. Ne, gospod učitelj. Hočem reči da, gospod učitelj. Tišina! Torej, kdo pozna rešitev prve naloge? No, Sofija? Rekli ste, naj bom tiho. Pa ne, kadar te vprašam za izračun. Da, gospod učitelj. Hočem reči ne, gospod učitelj. Boš izračunala doma. Tako, po pouku boste imeli še 2 dodatni uri iz nemščine. Naš cesar pravi, da je treba nemško dobro znati, če hočeš kdaj kaj veljati. Leto 1929. Iz 4-letnega programa se učiteljišče spremeni v 5-letno šolanje. V 30 letih so se na šoli pogosto ukvarjali z neprimernim vedenjem, ki je obsegalo druženje z osebami nasprotnega spola, obiskovanje nočnih lokalov, pitje kave in kajenje ter sodelovanje s komunističnimi društvi. 1932. Ura lepega vedenja. Na tej šoli se je v zadnjem času razpasla huda nedisciplina. Dobili boste šolski red, ga odnesli staršem v vednost in podpis. Pišite,
Prva točka. Učenci hodijo v šolo in iz šole mirno in spodobno. Fantje in dekleta hodijo v šolo ločeno. Dijaki ne smejo spremljati dijakinj. Sofija, Da, gospod učitelj. dobila boš ukor učiteljskega zbora, ker si med glavnim odmorom pohajkovala z Jurijem iz 4.A. Ampak jaz in Juri se bova poročila. Kako? Po disciplinskih pravilih šole poročeni dijaki ne morejo biti redni dijaki, bosta morala počakati do konca mature. Midva bi že počakala, ampak otrok ne bo čakal. Sofija, kakšen otrok? Ja, a se pri verouku nisi ničesar naučila? Sofija, ja, otrok, ja, v tem primeru se pač morata poročiti. Ja, prav, šola v tem primeru dovoljuje izjemo. A si se šla vsaj spovedati? Nisem še. Nisi še, ja kaj pa čakaš? Sofija, povej mi po resnici, da nisi slučajno v kakšni blasfemični komunistični organizaciji. Nisem. Prisežem pri Jezusu Kristusu. Sofija, poglej me v oči. Ne tako očitno. Ustanavljanje blasfemičnih komunističnih celic je na tej šoli najstrožje prepovedano. Da, gospod učitelj. Ja. Sedi. In jutri zjutraj takoj k Fajmoštru. Danes popoldne boste imeli 2 dodatni uri srbo-hrvaščine. Naš srbski kralj pravi, da morate dobro znati srbo-hrvatsko, ker je to nujno za skupni narod. Kaj se moramo v šoli najprej veliko naučiti, da veliko vemo v službi. Da za službo dinečke, pa dinar. Da dobiš veliko plače. Tržnica. Prodajalna, ker mi je čisto blizu. Trgovina. Pa kera trgovina? Pa se reče sam trgovina. Koper. Jaz ne vem. Ne vem. Mesec. Daj, no povej. A ti veš? Ne, jaz tudi ne. Ko greš v srednje šole. Ko mogoče. Ob samem rojstvu našega načina bivanja in sobivanja so modreci spoznali, da sta pravi predvsem 2 poti. Usmerjenost naprej in kroženje. Naprej v iskanju novega, naokrog, kadar se izgubiš in potrebuješ trdne temelje. Te nemalokrat potrebujemo zlasti na področju naših odnosov,
do drugih in vsega okoli nas. Vloga šole pri tem je nenadomestljiva. Že od nekdaj v žlahtnem antičnem dojemanju omogoča kreiranje posameznika kot družbenega bitja. Šola je tako zazrta vsakega posameznika, hkrati pa ga nauči, kako biti kritičen, tvoren, human in predvsem odgovoren član skupnosti. V svojem zradikaliziranem bistvu je torej šola služabnica etike. Zato, spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milan Brglez, cenjena generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, gospa Elvira Šušmelj, cenjeni direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, dr. Vinko Logaj, dragi kolegi ravnatelji in direktorji, dragi gostje in seveda, dragi naš nekdanji ravnatelj Jure Gartner, ter vsi ljubi dijaki in profesori ledinci, tako tisti, ki ste z Resljeve hodili na učiteljišče in kasnejše pedagoške programe, kot sedanji gimnazijci, ter vsi preostali člani kolektiva, vsi cenjeni prijatelji ledine. Prav vse vas iskreno in toplo pozdravljam na našem praznovanju in poklonu etiki. Osnovni gradniki razumevanja in prakticiranja etike, saj takšne, kot bi jo moral razumeti tudi naš čas, pa so ob prirojeni in prizgojeni srčnosti, nepristrižena radovednost in iz nje pridobljeno znanje in vedenje. Predniki so se zavedali, da morata biti slednja kar se da široka in osmišljena, povezujoča tako kulturni lok človeškega udejstvovanja, kot plejado razumskih in oprijemljivejših ved. Danes pa se prepogosto vidi, da so te ideale zamenjale potrebe po ozki usmeritvi in špecializaciji, ki verjetno dajo hipne ugodne rezultate, reducirajo pa posameznikovo bistvo in mu a priori krčijo njegove horizonte in potencijale. Pri tem se najbolj pozablja, da so se podstat naše civilizacije, njene vrednote, potrebe, aspiracije oblikovale skozi veke, organsko, nekako v sožitju s počasnimi evolucijskimi zmožnostmi biologije. Sodobnemu, vse bolj pospešenemu premočrtnemu tehnološkemu razvoju pa ne znamo več slediti. Okrnjeni postajamo zlasti kot bitja skupnosti v moralni in humani dimenziji. Svoje prihodnosti zato ne moremo ozreti le pred seboj, nujno se je ozreti tudi naokrog, nazaj in zlasti še okoli sebe in vase. V tem sta pomen in poslanstvo šole, prav vsake, tudi ledine. Trdno povezana skupnost razmišljajočih, kritičnih, konstruktivnih in etičnih posameznikov, ki želijo tako kot sebe razumeti in upoštevati tudi druge. Takšna je bila naša preteklost. Tako živimo in delujemo danes in vem, tako bo na ledini tudi v prihodnje. Vsekakor naprej, a tudi nazaj, noter v človečnost. Nič hudega, če v tem krogu ne najdemo začetka. Pomembno je, da nima konca. Sedaj pa z velikim veseljem vabim na oder slavnostnega govorca, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milana Brgleza. Spoštovani gospod ravnatelj, spoštovane gospe in gospodje, dijaki in dijakinje, cenjeni gostje. Veseli me, da vas lahko pozdravim na današnji slovesnosti ob visokem jubileju, 150. obletnici gimnazije Ledina, ter da lahko ob tej priložnosti z vami delim nekaj svojih misli. Pravzaprav sem iskreno počaščen, da sem ob taki priložnosti lahko med vami.
Nedavno sem v enem iz svojih govorov poudaril, da je imelo znanje, če se le malo ozremo v zgodovino človeštva, skupaj z duhovno razgledanostjo in razvijanjem najrazličnejših spretnosti in veščin, že od nekdaj velik pomen, izjemno vrednost in presenetljivo moč. Znanje je bilo tisto, ki je, skupaj z ustvarjalnostjo, povzročilo vse večje premike človeštva ter bilo gonilo razvoja in napredka. Danes ni nič drugače. Znanje in izobraževanje imata še vedno ne le pomembno, temveč nenadomestljivo vlogo pri razvoju družbe, kulture, gospodarstva in okolja. In tukaj svoje mesto nedvomno najde tudi gimnazija Ledine, ki že 150 let opravlja poslanstvo posredovanja in spodbujanja znanja in je torej neka vrsta valilnica, ki izobražuje in vzgaja ter mlade generacije pripravlja za samostojno, ustvarjalno in uspešno življenje. Skozi vrata gimnazije Ledina, prvotno učiteljišča in kasneje pedagoške gimnazije ter srednje pedagoške šole, je v vseh teh letih vstopilo prenekatero število nadobudnih in vedoželjnih mladih. V ta hram znanja so, si kar predstavljam, najbrž najprej vstopili prestrašeno, ponižno in skromno, a iz njega izstopili, o tem sem prepričan, ponosno in samozavestno, bogati z znanjem in oboroženi z izkušnjami, ki so si jih nabrali v pestrih gimnazijskih letih. Na Ledini, kot jo skrajšano praktično vsi poznamo, so in ste se kalili številni cenjene učiteljice, učitelji, umetnice, umetniki, znanstvenice, znanstveniki in mnogi drugi uspešni posamezniki in posameznice. Med znanimi Slovenkami in Slovenci, ki so drgnili vaše klopi, najdemo pisateljico Elo Peroci, ki jo zagotovo vsi poznamo vsaj po njeni Mucico Patarici, pa pesnico Nežo Mauer in pesnika Nika Grafenauerja. Iz omenjene gimnazije je šel tudi pianist in dirigent Simon Krečič, pa številne igralke in igralci ter športnice in športniki, kot so na primer najboljša slovenska padalka vseh časov Irena Avbelj, plavalec in večkratni rekorder Peter Mankoč, dva najuspešnejša, seveda odkar obstajamo kot samostojna država, slovenska orodna telovalca Mitka Petkovšek in Aljaž Pegan, pa izjemna plesalka Katarina Venturini, dobitnik olimpijske kolajne kanuist Andraž Vehovar in še preštevilni drugi. Žal nikakor nisem zajel vseh in nikakor ne bi želel koga izpustiti. A vsi ti so na Ledini gotovo pustili neizbrisen pečat. Predvsem pa so ji vsi, to iskreno verjamem, v neizmeren ponos in hkrati dokaz izjemne širine in odprtosti, ki je in še vedno vlada na tej gimnaziji. To je zavedanje, da niti dva človeka nista enaka, da nas navdihujejo, veselijo in motivirajo različni interesi, nekatere odkrivanje neznanega, druge umetnost in kultura, spet tretje neizmerne zmogljivosti človeškega telesa. Vsem tem dijakinjam in dijakom je Ledina v polnosti omogočila in še vedno omogoča razvijanje njihovih interesov in sposobnosti. In prav ta širok posluh za človeka je tisto, zaradi česar lahko kljub šolskim obveznostim, in verjamem, da slednjih ni malo, uspešno krmarijo med gimnazijo, znanostjo, umetnostjo, športom in še marsičem. Spoštovane in spoštovani, gimnazija Ledina nocoj praznuje. Praznujete stoletje in pol, doba, ki presega življenje posameznika, obdobje, v katerem se lahko marsikaj zgodi in marsikaj spremeni. A gimnazija Ledina ostaja stalnica, ki kljubuje najrazličnejšim izzivom in preizkusom časa in tako že 150 let vrši svoje plemenito in odgovorno poslanstvo, ki sega daleč prek golega posredovanja informacij. O tem pričajo tudi številni krožki in organizirane obšolske dejavnosti, ključno na primer s prostovoljstvom in ekologijo. Z vsem tem, po mojem mnenju, spoštovani učiteljice in učitelji, nedvomno sporočate in potrjujete svoje zavedanje, da je šola tudi vzgajanje, usmerjanje in pripravljanje mlade generacije, nosilce naše prihodnosti za samostojno ter družbeno odgovorno življenje. Le čestitam vam lahko, da dijakinje in dijake spodbujate v kritičnem razmišljanju, ustvarjalnosti, spoštovanju različnosti in drugačnosti ter odprtosti na nove ideje. Da jih spodbujate v medsebojnem sodelovanju, zaupanju in spoštovanju,
Opozarjate na pomen pravičnosti, solidarnosti in iskrenih medčloveških odnosov. Na ta način tem mladim ljudem privzgajate nepredstavljivo širino duha, s katero zlahka ali pa vsaj laže najdemo svoje mesto v družbi. In ne le to. Omenjena širina duha je tudi zagotovilo in temelj za bolj odprto in bolj vključujočo ter solidarno družbo. Slednje je danes, ko se na vseh korakih sicer soočamo z nenehnim pehanjem za materialnimi dobrinami, z naraščajočo nestrpnostjo in raznovrstnimi fobijami doma in po svetu, zlata vredno. Če naj bo prihodnost svetla, jo moramo graditi na dobro izobraženih mladih, ki so hkrati tudi odprtega duha in srca, na mladih, kakršnih na gimnaziji Ledina, zahvaljujoč srčnim učiteljicam in učiteljem, ter ostalim sodelavkam in sodelavcem gotovo ne manjka. Ob tem si ne zatiskam oči, da je država tista, ki mora prva storiti več, da bodo ti perspektivni mladi z veseljem ostali v domovini in gradili njeno prihodnost. Želim si, da nam to vsem skupaj tudi uspe. Preden zaključim, mi dovolite, da se kratko ozrem na svojo srednješolsko izkušnjo. Ta me veže na Celje in Kajuhovo gimnazijo. Priznati moram, da so mi ta leta ostala v res lepem spominu. Šola zame ni bila le neizmerna zakladnica znanja. Šola mi ni dala le dragocene popotnice v obliki izkušenj in širokih obzorij, za katere sem še danes izjemno hvaležen. Hkrati mi je namreč pomenila tudi dragocen prostor za druženje, kjer so se spletla številna poznanstva in prijateljstva, tudi takšna, ki trajajo še danes. Verjamem, da so se podobne življenjske izkušnje deležni tudi gimnazijci in gimnazijke Ledine in upam, da tako ostane tudi v prihodnje. Naj bo to torej eden izmed tistih dragocenih mostov preteklosti, ki se nepretrgoma in vztrajno nadaljuje v prihodnosti. Spoštovani in spoštovane, naj moje misli zaključim z iskrenimi čestitkami profesoricam, profesorjem, pa tudi dijakom in dijakonjem oziroma prav vsem, zaradi katerih je gimnazija Ledina takšna, kot je, že 150 let. Iskrena hvala vsem, ki si prizadevate za desetletja in desetletja več kot odlično upravljanje njenega poslanstva. Kajti prihodnost je in bo v veliki meri odvisna ne le od dobro izobražene družbe, ampak predvsem od družbe, ki bo odgovorna, sočutna in solidarna. Zato upam in si želim, da bo gimnazija Ledina ena naših najstarejših ljubljanskih gimnazij, tako z vidika vseh njenih zaposlenih, kot tudi z vidika dijakov in dijakon, tudi v prihodnje tako uspešna, srčna in predana kot doslej. Še enkrat torej iskrene čestitke ob tem izjemnem jubileju, hvala za pozornost in srečno. Even if I wanna know, I just couldn't stop.
I guess he knew how to talk. Stara šola, duša rock'n'rolla in zato vem, kaj srce si zaželi. To dekle je krasno, mi je čisto jasno, težava je v logistiki. Tako sva sama in lepo je z nama, puta na FB in selfie edeli. Okej, nisem zmrza, to je farsa, ker ljubezen najina na pajčevini zna visi. Ejo, 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 ejo. Bezpozela, ko idem, me povedati nisem, da srce veliko, kot nebo imam. Pa mi vi pomagajte, če ne kdaj osrečate, povejte ji, da tako ne gre. Šla sem v jutranji sreči, po svetli rosi, v soncu drhteči in si pela svojo pesem. Moj je ta večer, ko so ulice kakor pokošena trava in je tišina sestavljena iz odmevov srečnih ljudi. Ko so tvoje stopinje dohitele moje in belo pesem, ki jo poje v meni jutranja sreča in se zlile v mehko sozvočje, da sem premagana legla v naročje belih iskanj. Moj je ta večer, ko je nebo svetišče, luna pa visoki svečenik in čuvar vseh izgubljenih. Moj je ta večer, ko se končno srečata šumenje rek in hrumenje cest, ter se združita v šelestenje gozda. Moj je ta večer, ko sem kakor ptica v velikem gnezdu sveta, ujet v kapljico parfuma, z vonjem po cvetočih češnjah. Se mi zdi, da je Ledina dala res nekaj več tudi na tem medosebni ravni. Prva stvar, kar je pomembna, je to, da so učitelji oziroma profesorji vzpostavili okolje, ki je bilo prijazno, se mi zdi, da do večine. No. Nobenih razlik ni bilo med nami. Pa so bili med nami sošolci bogatih, revnih, takih ali drugačnih staršev. To je pač potem bilo pogoj za to, da smo se tudi mi dobro razumeli. Ne. Ker smo bili tak lep miks vseh svetov. Prišla sem s podeželja in sem se zelo dobro sošolkami in sošolci seznanila in vključila. Sošolke, ki so mi pomagale ogromen, ker sem kar nekaj manjkal pri pouku. Jaz sem prišel iz ene zakotne ulice v Ljubljano. Wow. Ljubljana je bila razodetje. In sem cel prvi letnik sem bil samo okoli hodil, pa nisem mogel verjeti, kako sem lahko toliko zamočil. Sem šel na nekaj toliko težkega, oziroma kako so lahko tam zamočili, zakaj so mi rekli, da sem petkar, če očitno nimam nič pojma. In sem pač v prvi konferenci končala s 3 grajami, kar je bil tako
na nivoju katastrofe za mojo družino. Takrat sem se sekirala na nek način tudi zaradi tega, ne, kao ful, slaba samopodoba, vsi so pametnejši od tebi. Prekletstvo, ko se zbudiš, pa sonce začne svetiti, tebe pa čaka šola v bistvu. Imel sem veliko sošolcev, ker so imeli zelo velike probleme, prvi, drugi letnik, padli pa to, pa so zdaj uber uspešni. Jaz mislim, da sem sodel bolj med tiste fante, ki malo pozneje dozorijo. Enostavno se mi je zdelo, da sem 2 leti živel samo od odmora do odmora, samo zato, da sem jo videl lahko na hodniku. Pač srednja šola je bilo neko odložitev poklica, čez razmislek. In vzgaja samo to, da je to pomembno, da če boš priden, če boš vse to naredil, boš uspel, boš pol nagrajen. Ampak pol ni tako, velikrat. Mislim, nagrajen si, ko dobiš službo, kjer delaš 10-12 ur na dan. To je taka nagrada, ne vem. V bistvu sem že v srednji šoli kar počel to, kar počnem danes. Ker sem vedel v 6. razredu osnovne šole, kaj hočem, potem je pa to sam še cilj, kako do tega prideti, oziroma neka pot. Jaz sem imela tudi čist druge predstave, sem bila tako ful odločna, kaj bom jaz delala, imela sem ful predstavo in željo in videla sem se, ne. Zdaj, kaj si pa ti še gor naložiš, pa kaj ti naloži življenje samo, je drugo, ne. Sem imela brata narkomana v 2. letniku, sem imela v 2. letniku 3 popravne. Zdaj vem, zakaj, razumeš? Ne bi vedela, kaj vpliva na to, pač pride life, pač pride življenje do tebe in ti pač odpele. Mogoče rabiš 10 let eno stvar delati, da 10 let ugotoviš, da to ni stvar, pač je okej, se spremeni. Ne vem, zboliš za rakom, kakšni prijatelji umrejo, take stvari, no, ki ti potem dajo zamisliti sploh. Kaj bi pa, kje dejansko si, te malo prizemlji. Mislim, itak se po moje celo življenje iščeš in ni nič narobe s tem. To je tisto, kar v bistvu, ko postaješ starejši, vidiš, to distanco imaš, v bistvu nekak harmonija. Če delaš, če se trudiš, se v bistvu steče tako, v tej smeri, no. Tako da mi eno potrdilo, da pač je vse iz mene nekaj dobrega ratalo. Kljub temu, da ni dobro kazalo. Leta 1941 ravnatelj učiteljišča dobi dopis banske uprave, da je zapovedano ohranjati dobre odnose z okupatorjem. Zapovedano je tudi pozdravljanje z rimskim pozdravom. Leta 1942 dijaki dobijo dvojezična spričevala in se morajo obvezno učiti italijanščino. Obiskovati morajo gimnastične vaje. Z njimi izboljšujejo telesno kondicijo za potrebe vojne. Leta 1943 Nemci aretirajo 6 profesorjev učiteljišča, med njimi Anico Černej, ki so jo kasneje poslali v koncentracijsko taborišče, kjer izgubi življenje. 1942. Ura fizike. Raznovrstna telesa se ne dajo jednako deliti. Hočemo li deliti navadni kamen, leseno palico ali pretrgati nit, potrebujemo za to manjšega ali večjega napora. Sofija, povej mi, kje se je človeku lažje gibati, v vodi ali v zraku? Po zraku človek ne zna hoditi, tako da je pravi odgovor v vodi. Narobe! Nisem te vprašal, kje človek lažje hodi. Vprašal sem te, ali človek svojo roko lažje premakne po vodi ali po zraku. Če takole pogledamo na stvar, je pravi odgovor po zraku. Točno. In moram ti povedati, še nekaj drugega bo izpuhtelo v zrak. Tvoje maturitetno spričevalo. Dobili smo namreč hude obtožbe zoper tebe in tvoje sošolce, da med poukom italijanskega jezika niste pozdravili zapovedanim rimskim pozdravom. Smo pozabili.
Sofija, jaz te razumem. In če bi bil na tvojem mestu, brez otrok, brez žene, ki jo je treba vzdrževati, jaz bi verjetno ravnal enako. Ampak pravila so pravila in na našega ravnatelja hudo pritiskajo. Od zunaj, dragi učenci, v hudih časih smo se znašli in hudi časi zahtevajo določene prilagoditve. In od zdaj naprej, če ne boste uporabljali rimskega pozdrava, to moram povedati s težkim srcem, boste izključeni. Profesorica Černejeva pa nima nič proti, če ne uporabljamo rimskega pozdrava. Ne uporabljajte njenega imena. Profesorica Anica Černej je bila danes že drugič na zaslišanju in samo vprašanje časa je, kdaj bo aretirana. Otroci, polagam vam na srce, bodite pametni. In še nekaj, danes po pouku boste imeli 2, ne 3 dodatne ure italijanskega jezika. Naš vodja Mussolini zahteva, ponavljam, zahteva perfektno znanje italijanščine. Leta 1948 ravnatelj v svojem nagovoru poudari, da je treba mlade ljudi vzgajati za celega človeka nove socialistične družbe, za novo ljudsko-demokratično Jugoslavijo. Leta 1964 učiteljišča začnejo postopoma ukinjati. V šolskem letu 1964-65 so odprli prvi letnik gimnazije s pedagoško smerjo. 1952. Jezikovni pouk. Dragi učenci, danes sem še posebno dobre volje, ker ste se tako množično odzvali za prostovoljno delovno brigado na progi Šamac-Sarajevo. Sofija, ali si se ti tudi prijavila? Seveda, ne bi hotela zamuditi zabave. Hočem reči, ne bi hotela zamuditi priložnosti, da pomagam našim jugoslovanskim bratom. Ja, to je pa lepo. Dobro, zdaj pa si zapišite nekaj splošnega o jezikovnem pouku. Poezija sveta in svet v poeziji sta poleg morale temeljno načelo naših novih čitank. Sofija, kje pa imaš čitanko? Oprostite, pozabila sem jo doma. Spet si jo pozabila. Sofija, poglej, če nimaš denarja za nakup čitanke, pridi v tajništvo in naš tovariš Tito ti jo bo podaril v imenu Ljudske republike Jugoslavije. Gospod profesor, nekaj drugega bi prosila. Povej, Sofija. Bi lahko spet uvedli pouk verouka? Vsaj v petkih. Moja stara mati in oče so zelo zaskrbljeni, ker ne hodim več k verouku. Sofija, kaj slišim? K verouku bi hodila. Če bi te slišal naš tovariš Tito, ti je jasno, da te za te besede lahko izključimo. In če se kdaj misliš udejstvovati kot učiteljica, si izbij ta nazadnjaški klerikalizem iz glave. Verouk kvari mladino. In še to, po pouku boste imeli 2 dodatni uri ruščine. Sovjetska zveza je naša ideološka mati, zato morate znati rusko. Za domovino? S Titom v kino. Moja največja želja je bila, da postanem profesorica na ledini. Jaz sem že v 5 letih vedela, da bom pri Foxu. Mene bolj so naključja pripeljala do sem. Meni se je zdelo, da bom pa vedno delala z ljudmi. Tam je bila tista učiteljica pred mano, je bila pač nek v hipu, nek vzor, enostavno podaja znanje, mi se učimo, še lušna je bila, ne vem. Pole, to sem nazaj, ko sem gledal, da je bila lušna. Meni je to tako kot oder, ko sedemo razredva,
To si ti. Včasih, ki berem, pa čista tišina pol ali pa mrzlično zagovarjajo ene strani in to se mi zdi, ok, to je to. Sam to rabim. Sam da pridejo v razred na drugo uro, pa zapojejo, to se mi je enkrat zgodilo in sem bila srečna takrat. Meni grejo še vedno mravljinci tako po obrazu, zdaj kot po telesu. To so res neponovljive situacije. To pa ta njihova energija. Da se prav napajam z to energijo, jaz pravim. Ne moreš se tako notranje postarati, se mi zdi. Všeč mi je to, da poleg tega natrpanega učnega načrta, ki ga moramo, da imamo tudi to človeško noto, na te odnose, ki jih kar dobro gojimo. Pa rada gremo v službo, no? In rada pridemo v šolo. Ja, imam strah, vedno večji. Obstaja ti strah, da bojo dobili odpor, ker so neka pravila in tako naprej. In to bi me zelo razžalostilo. Zelo se bojim, da bi naredila krivico. Recimo, da imate osebnostne težave, pa da ti tega v razredu, ki jih je le 30, ne vidiš. To me res skrbi. Ne, da mu nisi pripravljen prisluhati, ampak da mu enostavno ne moreš nameniti dovolj časa v vsem, kar je tudi naše delo. Mogoče si tudi včasih ne upaš preveč vprašati. Ni časa pomisliti, zakaj pa je ta otrok nekaj tazga v špiču. Zakaj je agresiven? Mladim manjka pogovor, da sami si ga niti nujno ne želijo, ampak da jim prav to manjka. Se mi zdi, da res nismo več učitelji, nima več tiste moči, ker nam je sistem ne daje ali pa tudi družba. Ja, ampak gledajte, pa smo na prvem vprašanju, na začetku, zakaj smo danes tukaj, zato, ker smo imela odlične profesorje. Ni več tisto, kot bilo včasih tista avtoriteta, zdaj pa boste to, pa to, pa to, ker ni več tega, ne? Jih moraš drugače pridobiti. V bistvu jih moraš dati sebe.
Jaz mislim, da v osnovi smo zelo podobni, kar smo bili kot mulci v srednji šoli. Pri svojih, kaj pa vem, skoraj da kmalu 60-ih, se v teh prostorih počutim tako, kot sem se počutil kot dijak, nič drugačen. Najlažje to vidim, ko se dobivam z svojimi prijatelji, kateri so še zmeraj prijatelji, večina jih je, s katerimi sem hodil na to šolo. Tista čist srž, mislim, da ostane zelo tam. Je pa res, da te pa z leti življenja nekoliko izkleše. Si se enostavno primoran spremeniti. Obrusijo te pa izkušnje, družba, tako pozitivno kot negativno, ne? Ampak ne vem, če si altruist bil pri 15, pri 18, jaz mislim, da ostaneš to tudi pri 50, 40, 60, ne? Ampak spremeni se pa samo nadzorovanje morda, pa znajdenje v določenih situacijah. Danes znam seveda bolje uravnavati s svojimi čustvi. Ja, jaz mislim, vsaj pri meni je bilo tako, da takrat sem imela večje probleme s tem, da je treba ugajati, da se še vedno oziraš, ko smo družbena bitja, ampak bolj se pa oziram na se, da se pogajam. Jaz močno upam, da sem se čim manj spremenil, da sem ohranil tisto mladosti srednje šole, pa energijo, pa kaj je luštna pa lepa. Ja, upam, da sem se spremenil, ne? Da poskušaš ostati isti, to, kar ti recimo večina ljudi za rojsten dan želi, da bi ja ostal isti, ali pa da se ne bi spremenil. To je meni nekaj najbolj groznega. Ja, precej se je spremenil. Iz metalca je rad urejen, evo ga, vsaj nekaj izgleda. To je samo zunanje. Kakšen je sploh koncept, sploh ne vem, kaj se dogaja. Ja, nisem se še čist naredil, če lahko temu tako rečemo. Vsak tiho živi. Počasi in z leti. A kamor že greš, se poti vse. Tako živimo ljudje, vsak zase krmari k pogrebu. Svetloba samo nas druži kot zvezde na nebu. Vsak človek je zase svet, čuden, svetav in lep. Vsak človek je zase svet, kot zvezda na nebu. A včasih so daleč poti, da roka v roko ne seže. A včasih
teže od tega menda človek umre. Od tega z neba se zvezda uspe. Vsak človek je zase svet, čuden, svetav in lep. Vsak človek je zase svet, kot zvezda na nebu. Vsak človek je zase svet, čuden, svetav in lep. Vsak človek je zase svet, kot zvezda na nebu. Zvezda, kot zvezda na nebu. Zvezda, zvezda, kot zvezda na nebu. Lahko se zvezda uspe, kot zvezda na nebu. Zvezda, vsak človek je zase svet. Veliko stvari se je spremenilo, od naših časov pa še od časov pred nami. Mogoče se zdaj dosti opaža ta pasivnost pri mladih. Čakanje, da sam opazujejo in ocenjujejo. Ker imajo doma stalen nadzor od staršev, starši jih ves čas usmerjajo, večinoma, no. V bistvu neke stiske, v katerih se moraš sam najti, rešiti problem, to nekdo naredi namesto njih. Vsekakor so drugačni. Mobilna telefonija, digitalni svet je popolnoma spremenil odnos med najstniki. To vse Facebook, Instagram, internet, objave, lajki, čisto drugo. Mislim, da imajo otroci danes težjo pozicijo, kot so jo imeli. Tekmovalnost se je neverjetno povečala. Te otroci so blazno zaposleni cele dneve, no, in že od vrtca naprej imajo 26 dejavnosti na dan in si predstavljam, da v srednji šoli se to ne izboljša. Ne? Ja, definitivno se mi zdi, da okolje splošno šolsko, splošno družbeno v Sloveniji, v svetu postaja vedno bolj zahtevno in vedno večja so pričakovanja. Ne? Mogoče ta negotovost za prihodnost. Ne? Toliko slabo, kot je zdaj, ni bilo še nikoli. Tudi takrat nek sem jaz hodil daleč od tega. Jaz mislim, da se bo čez kakšno generacijo to malo poznalo. Da bomo vsi malo bolj kvadratna srca, če drugega ne. Da ne bomo več toliko občutljivi za svet okrog nas. Meni se zdi, da vedno neki vsi, ki te malo čas povoz, začnemo kritizirati ta mlajša, ne? Takrat se mi zdi, da te čas malo povoz. Jaz mislim, da je to v bistvu za našo generacijo na nek način tudi pozitivna stvar. Ker smo dojeli, da nekako sistemi družbeni, socialni, kakršnikoli, ne morejo poskrbeti. Ko gledam moje generacije, pa ko gledam generacije danes, so mladi veliko bolj odprti, veliko bolj sproščeni, kar je odlično. Ampak je to našo generacijo v bistvu navedlo na neverjetno iznajdljivost. Ne? Mislim, če je recimo bil manjko starejših generacij to informiranje, ta dostopnost do informacij, danes to imajo. Jaz mislim, da nismo bili zrelejši, ampak je situacija in okolje bilo mnogo drugačno, kot je danes. Manjka pa točno to, ta socialna povezanost, da v bistvu se proba izobraževati tam, kjer se vidi, da ima generacija manjko. Družba je sprejemljiva tvorba, mogoče jih mi gledamo, ker smo bili drugač, pa kaj bo iz te molarije, ponavadi stavk. Ampak jaz mislim, da bo vsi vedno preživeli, vedno so. Leta 1990, šola po koncu obdobja usmerjenega izobraževanja,
ponovno uvede gimnazijski program in dobi sedanje ime Gimnazija Ledina. 10. julij 2017. Tudi ta uspešna generacija maturantov šolskega leta 2016-17 prejme maturitetna spričevala. 2017. Ura računalništva. Začeli bomo, tišina! Tišina! Sofija, pospravi telefon, prosim. Hvala. Torej, domača naloga. Za domačo nalogo ste imeli ustvariti lastno spletno stran, pa da vidimo, kdo nima domače naloge. Spet polovica razreda. Ja, se ne čudim. Ja. A še malo počakamo? Torej, ker ste zamudila, a imate domačo nalogo? Spletna stran? Ja? Ja, kaj že, a ne? Tako kot vedno. Sofija, ti imaš domačo nalogo? Itak da imam. A res? No, pokaži, da vidim. Evo, poglejte, profesor. Lahko se usedeš na stol, Sofija. Aha. Kaj pa to? Zakaj pa na profilni sliki fotografija tvoje mame, Sofija? Ups. Pozabila sem jo zamenjati. To mi je mama naredila samo kot primer. Ti spet mama dela naloge? Ne, samo... Naslednji teden... Kaj je zdaj to? Naslednji teden bo roditeljski sestanek. Jaz hočem v šoli videti vaše starše. Prosim, tišina. To ne vodi nikamor. Polovica vas nima domačih nalog, drugi polovici naloge pišejo starši. A ja, imam pa še dobro novico. Naslednji teden prihaja k nam učiteljica kitajščine. Jaz vam predlagam, ker bo to tudi izbirni predmet, da se učite kitajsko, ker se vam splača. A mene sploh kdo posluša?
Samemu sebi dati na svet, ufant, to pa je pozicija skoraj taka, malo metafizična. Take it easy. To bi si jaz dala, če bi zdaj gledala nazaj. Če bi takrat jaz govorila z Veroniko danes, bi tudi rekla, veš, vse je okej, ne? Mogoče, da se malo skoliram, no, to bi si rekel. Definitivno bi si svetovala biti malo bolj umerjena. Sem se že pri 14 sekeral, če me mine zdaj to risanje, če to sem neka muha. In se mi zdi, da je to ful velik za enega 14-letnika. Malo več spontanosti. Več bi se ozirala na ven, ne bi dala toliko na uspeh v šoli. Bi se malo manj učila, pa malo več zabavala. Ker tega je meni manjka. Tisti, ki niso bili čisti odličnjaki, so imeli največ časa, da so se naučili še tistih drugih najpomembnejših neumnosti, ki so potrebne za normalno preživetje na tem svetu. Več stvari počenjaš, več jih si aktiven, bolj si ustvarjalen, kvalitetnejše je to. Pač po pameti, ne? Ampak v tem času ima človek možnost, da ugotovi, kaj ga res zanima. Ne se bati sebe pokazati, no. To je tudi ena taka stvar. Pa potegniti čim več iz vsake izkušnje, kar se da. Ne biti včasih zelo pasivni. To, da bi še bolj sledil samo sebi. Naj bojo pogumni. Zdaj je cajt, da razbija šipe. Jaz sem bil toliko upornik, da sem rekel, ne, zmorem brez tega. Če bi si lahko dal na svet, bi bil, da ustrajam v tej smeri, torej, da vse, kar me tukaj učijo, hočem preveriti, če je to res. Mogoče bi manj šprical. Imaš se toliko lepo, ker se ne boš nikoli več imel v živi. Da tiste 4 leta tako raketno prehiter minejo, da jih je treba prav se ustavljati vmes pa reči, kako je fajn. Da je še veliko stvari okrog tebe. Ne pa ne zanemarjajo svojih prijateljev, socialnega vidika, no tako. Vse se moraš sam potruditi, ampak na koncu ljudje, ki jih poznaš, ti lahko precej pomagajo. Da vidi, da če se kdo trudi za tebe, pa da se ti kdaj za drugega potrudi. To bi tako kad eno maksimo dal, no.
Bye.